Bratoš na to srečanje pod lipami nocoj. Imamo v gosteh gospoda Andreja Jemca, ki ga v naši sredi prisrčno pozdravljamo. Sicer on je že gost drugič zdaj v 10 dneh, ne? In se veselimo njegove prisotnosti. Nocojšnji večer bosta vodili umetnostna zgodovinarka Verena Kovšič-Zoven, ki jo lepo pozdravljamo, in časnikarka Erika Jazvar. Jaz predajem njima besedo, prosim. Se že 2 mikrofona za 3... Ja, vse svoje. Vse to dela, ja. Se bo za izborišče. Torej, dober večer tudi v mojem imenu. Veliko čast mi je in veliko zadoščenje, da lahko imamo tako odličnega gosta tu na našem obrobju Primorskem in Goriškem in Zamejskem. V naši galeriji je na ogled tudi zelo lepa in izvrstna razstava vaših del zadnjega obdobja. In zato smo si zamislili ta večer, da bi nekoliko bolje spoznali vas kot človeka, kot umetnika, pa tudi kot kulturnika in kot intelektualca in kot enega od tistih protagonistov, ki so ustvarjali tudi slovensko samostojnost. Vi ste bili v skupini okoli Nove revije, ki v bistvu ima glavne zasluge za to, da je prišlo do uresničitve teh sanj samostojne Republike Slovenije. Zato sva tudi v dveh tu z vami, da se bova z vami pogovarjali. Verena Kovšič bo spraševala bolj o vašem likovnem in umetniškem delu. Jaz vas bom pa spraševala bolj o družbeno-političnem, širše gledano kontekstu Slovenije, Zahoda, tega, kar se dogaja sedaj v teh zadnjih letih, v teh zadnjih mesecih, pa tudi tednih. Prvi del, recimo, bom prepustila besedo Vereni, vendar bi vas rada najprej nekaj vprašala. Sicer, za vsako razstavo, vašo razstavo, je pomemben tudi prostor, v katerem razstavljate, imate tudi odnos, vi si prej prostor ogledate in potem si zamislite razstavo tudi na podlagi prostora, v katerem je postavljena. Kako vas nagovarja ta naša galerija, ta naš kulturni center Lojze Bratoš? Hvala lepa. Dober večer. Sem vesel, da sem bil povabljen drugič v Gorico v zelo kratkem času. In z ozirom na to, da spremljamo lahko danes po internetu, po medijih, informacije, kaj počnejo Slovenci za mejo, tako se reče temu. Moram reči, da iz velikim veseljem, iz simpatijami za občutki veselja vsake prireditve, ki se zgodi tukaj. Posebej sem gledal, tako kot nocoj, ker imamo ta pogovor, srečanje pod lipami, saj sem veliko časa porabil, da sem na internetu pregledal, kako ste se pogovarjali, da ja, zelo zanimivo. Zelo zanimivo, mogoče bi lahko rekel, da je nekaj, seveda zdaj jaz ne vem, jaz nimam pogledal, da to, koliko ljudje gledajo to, dejansko gledajo, da to je en zelo dober informativni kanal, kjer se pove marsikaj, brezproščeno, brez dlake na jeziku, o stvari, ki so še kar ali pa močno zanimive. In problematično tudi včasih. Zelo, ja, toliko. Ampak moje vprašanje je bilo prav zelo, kako bi rekla, prav glede prostora, v katerem ste tehnično... To sem želel zdaj, seveda to... Ker na otvoritvi ste rekli, da je zdaj ne vem, če je bilo to res ali ne, ampak da je to ena najlepših galerij, ker ste jih... A veste, ker sem prišel prvič pogledati hišo, sem rekel, jaz sem sorazmerno veliko krat bil v Gorici in kako je to, da so mi v Ljubljani ali kje zamolčali, da tu obstoji tako lep dom, kot da ga ni, pa je bil, to je
veselja. Ne. Moj sin je pa na Gašper na odprtju rekel, pa on veliko hodi po svetu in zelo veliko več kot jaz, potuje sem in tja. In je rekel, to je en najlepših domov, kar sem jih videl slovenskih. Ne. Zdaj jaz ne vem, prosite, govorim to, kar se dogaja tukaj, kar se rekel. Ampak z ozirom na razstavo, pa na to, kar sem jaz videl, pa lahko rečem, vsak slikar ima verjetno največjo željo, da bi svoja dela, ki jih dela, pa če dela razstavo, videl v prostorih, ki so vizualno snažna, tako kot glasbeniki želijo imeti akustično dvorano, da slišijo tisto, kar so napisali, kar se izvede čim bolj verodostojno. In jasno je, da če zagledaš prostore, ki so tako impozantni pravzaprav, nastane nekaj, kar zadeva bazično likovno ustvarjalnost, se pravi, kako ustvariti eno kompozicijo teh del, do katere si smatral, kar sva z gospo dr. Kolčičevo odbirala v mojem ateljeju, kako to razvrstiti, da dobi eno novo celoto. Sem smatral, da je podobno kot, ne vem, kot glasbeniki delajo program za nek koncert, da grejo stvari, da imajo svojo glavo, svoj rep in tako naprej. Tukaj pa seveda se pojavlja potem postavlja še eno sliko, drugo sliko in zato smo tudi več slik prepeljali. To že v Kanalu smo imeli veliko preveč slik, so se kar ustrašili tistega kamionom, ki je prejel sem, to še kar zdali zbere. In se mi zdi, da tako smo s tega gradiva naredili to, kar lahko vidite danes. Jaz sem bil tega vesel in zadovoljen. In to je, vam bom kar tako rekel, za profesionalni odnos do tega, nekaj, kar zadeva intimen odnos, moj do tega v bistvu vse. Hočeš videti stvari, kako izgledajo mimo teh medsebojnih vplivanj, ne vem, v ateljeju. In tako naprej. Verena, beseda je tvoja. Prvo vprašanje se mi skoraj z ust pobrala. Mislim, sem ravno tudi jaz hodila vprašati, kako se gospod počuti med nami, ko je že doživel toliko izrednih stvari v svojem življenju, ko ima za sabo nešteto razstav, ko je že veliko časa član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ko je razstavljal po najrazličnejših velikih galerijah, njegova dela so tudi že shranjena tam. In tako sem si mislila, kako se čuti v tem našem zamejskem prostoru. Ampak na to je bilo že skoraj odgovorjeno, tako da bi šli kar naprej. Se bom kar omejila na umetniško ustvarjanje. Torej, veliko ljudi si je že ogledalo vašo razstavo tukaj in mislim, da se strinjajo, če povzamem, da so nekje v vaših delih tri dimenzije. Razum, čustvo in pa nek občutek presežnosti, neke transcendence. Zdaj je znano, da se človek izoblikuje že takoj v otroški dobi. Zdaj nas zanima, kako ste in kdaj in kako ste pridobili te razne odlike in kakšno je bilo vaše otroštvo, mislim, kako ste, v kakšnem okolju ste živeli in odraščali? Ja, to je dolga zgodba, ne. Pravzaprav, če pomislim, ne vem, kje bi začel, z ozirom na to, ampak recimo neko zgodne zanimanje za ali pa veselje do risanja, do slikanja, do ogledovanja teh del
je sigurno bilo bistveno pri ugotavljanju, če sem začel nekaj delati, da sem rekel, ja, to je tisto, ampak zelo lep občutek je, da si izboriš eno, da bi rekel, to svobodo, da nekaj po svoje delaš. To govorim zaradi tega, ker sem v nižji gimnaziji delal celo serijo risbic, kjer z velikim čopičem sem risal in sem moral napisati zgodaj še naslov, da je bilo prepoznavno, kaj to je. Torej, je bilo tudi tako hudo, da so morali, da so bili zidovi porisani že, ko ste bili majhni, ali je bilo tako hudo kot pri Jakopiču? Ne, veste, tisti papir je štopičen, ampak je zanimivo, to danes, če gledam, ne, da rečem, ja, to je zmeraj ista zgodba, ne, rečeš, seveda, zdaj takoj pomislim, ne, če sem videl pozneje enega Jakopiča, ne, recimo prav Jakopiča, se mi zdel, se spomnim, so šla z očetom pogledati, no, to razstavo impresionistov, moderno galerijo zgodbe, ne vem, kje je to bilo, ne, v srednji šoli sem bil. Odnesel sem iz te razstave vtis, da je Jakopič imel toliko nekega te svobode, tega lastnega duha vis-a-vis naravi, da se je upal neke stvari narediti, pa tudi zabrisati, da so bile, lahko bi rekli, skoraj abstraktne. Ne. To je mene fascinira. Ne. Dejansko občutek, da si lahko človek vzame za tisto svoje videnje toliko prostosti, da to naredi. Reče, to je tako, pa da če drugače. Recimo, to se mi vleče skozi in pozneje, recimo, tukaj je govora o slikah, ki so včasih celo dve na isti dan, ali pa ne, ali pa da je ene imajo veliko datumov zadaj, ene ne. Da pravzaprav ni pravila, pravilo je pravzaprav sključno to, če si s tistim, kar si naredil, približno zadovoljen. Torej, ste odraščali, ko se je pripravljala in je potem izbruhnila tudi druga svetovna vojna. Je to pustilo kakšne posledice v vašem kasnejšem doživljanju, ustvarjanju? Ja, veste, jaz mislim, včasih smo rekli, bilo je svetovno prvenstvo v košarki in so bili po vseh dvoriščih koši. V našem času, v času vojne so bile pa tarče in puške in vem, da sem še kot osnovnošolci iz enega dežnika kar lepega zrezal vse, da sem naredil puško iz tistega ročaja in je to ena katastrofa. To so te zgodbe, ne? To so te zgodbe, ki to se dogaja, to se zmeraj mladim ljudem dogajajo. In verjetno seveda pušča sledove tudi na poznejših razmislekih o teh, kaj delati, kako delati, kaj slika lahko govori, o čem lahko govori, o čem ne more, kaj je že tematika za video, za film. Jaz mislim, tu je potem normalno stvar ali pa vprašanje opredelitve pozneje. So vas doma podpirali v tej izbiri oziroma pri tej nagnjenosti do umetnosti? Ja, ne bi rekel, da je bilo to neka taka podpora, izboriš se, ampak pozneje pa bilo to podpora normalno. Ja. Zaradi tega, ker sem vztrajal na tem, kot
srednje šole sem si že naredil pod streho en manjši atelje in sem slikal, prva slika da še en robec, ne, pa napetno kvir z oljem, poznaj pa je šlo to tako naprej, ne. Tako kot se začenjajo stvari zelo enostavno. Torej, po zasebnih urah slikarstva ste potem končno prišli na akademijo. Akademija, ko ste se vi vpisali, je bila akademija še zelo mlada, bi lahko rekli še v povojih. Ustanovljena 45. Mislim, 53. Ste se vpisali. Mislim, kakšen vtis vam je napravil, so vam naredili profesori, okolje, v katerem ste začeli potem to resen študij? To je zelo veliko spominov. Eden od pomembnih, o čemer razmišljam, imeli smo profesorji, ki smo jih, recimo, jaz sem hodil na razstave, kot sem že omenil že prej, te impresioniste, potem so bile v Ljubljani razstavi v Moderni galeriji Društva slovenskih likovnih umetnikov, kjer so sodelovali Stupica, Pregelj, Jaka, Zelenjak, Kregar in tako naprej, ta garda ljudi, Mihelič in tako naprej, da ne bi kakšnega izpustil, in se mi zdi, da je bila to garda izvrstnih profesorjev, moram reči, verjetno, če bomo pozneje govorili o slovenski grafiki ali pa o njenih prodorih te male sredine v veliki svet, da je čist sigurno bilo poleg spleta okoliščin, da se je naredil bienale, da so bili izvrstni profesori za grafiko, ki so, to danes razmišljam, v bistvu so to novi razmisleki, da bom povedal zakaj. Leta 54-53 sem prišel na akademijo, pripravljalni letnik, takrat je bilo 10 let študija, se pravi 10 semestrov, 5 let. In šli smo na Beneški bienale. Jaz sem bil v prvem letniku, smo se potrebovali za tisto ekskurzijo, ki nas je šlo 38, profesor Šijanc je bil vodja. In takrat smo videli v jugoslovanskem paviljonu, predvsem Mihelič dobil nagrado Beneškega bienala. Z ozirom na razmere, ko smo jih poznali doma, kako se je obravnavala Jugoslavija, mi smo govorili o Sloveniji, pa Ljubljani lahko, je bilo to nekaj, na kar smo bili vsi zelo ponosni. To je bilo Pablo Picasso in Georges Braque v francoskem paviljonu ali pa Kandinskem v nemškem paviljonu, tam je Mihelič tudi dobil nagrado. Pokazal je, da se da marsikaj narediti. Ravno iz to sredine. Sem hotela vprašati, kako je bilo ta odnos študentov in profesorjev, kako so se tudi, kakšen občutek je bil, ali je bil pritisk tudi zunanji pritisk na študente in na profesorje, ker ko ste imeli možnost videti razliko, iti ven, že v prvih letnikih, že si ogledati razstave na tujem, kjer je bila svoboda, recimo, kjer ni bilo nekaj z vrha določeno, pa vsaj željeno, da bi se drugače odvijalo. Ja, zdaj ste me dobro vprašala. Seveda, ena stran je tisto, kar smo želeli videti, ker smo dobili v knjižnicah pogleda, kaj se dogaja po svetu. Seveda, ker ni bila knjižnica tako bogata, kot je danes, po drugi strani. Pa to, da si šel čez mejo, je sledilo celo vrsto zaslišanj, da si dobil potni list.
To je pa druga stran, ki se je pa smo jo čutili, ne vem, to je zanimivo, danes ugotavljam, kako mlada generacija, ki raste v nekem režimu, kako se po svoje adaptira in kako po svoje občutuje te krivice, ki se zgodijo zaradi nečesa, ker sploh pravzaprav rečeš, da nisi imel nikakršnih ambicij, da bi nekaj tega počel kot, ne vem, zaslišanja, če boš poročal, kaj si videl v Benetkah. In jaz, ko sem moral poročati, da ga drugič ne bi dobil, sem rekel, da sem videl Kandinskega, da sem videl Picasso, ne. So rekli, ja, pa to ni dovolj in tako naprej, ne. To so bile pa te zgodbe, s katerimi smo rasli in pravzaprav smo vedeli, da gre za nekaj, kar se pove in kar nekaj je stvar, ki jo moraš silno previdno obravnavati, če hočeš sploh, da boš lahko doštudiral, ne. Se pravi, biti po eni strani lojalen in vedeti, kje so meje. Ja, tu me sprašujete tudi o nečem, kar sem poznaj, recimo, ko je Igor Torkar mi je dal oziroma na to, da smo skupaj eno odbojko igrali, prej bil moj profesor, poznaj kolega mi je dal rokopis Umiranje na obroke za brati. In ob tem, ki je drugič prišel, so se pogovarjali po 8-10 ur o tem, ne, takrat, če ni šla knjiga, ne, sem videl, je bilo, on je bil zelo, kot bi rekel, občutek samo, da je zelo nervozen vsem, kaj mislim, kako je to tako, čeprav smo bili v poletih zelo, jaz veliko mlajši, ne. Ampak iz pogovora na koncu mi izluščil, da smo morali biti tiho, bolj kot je bilo potrebno včasih. Če si hotel, da si svoje delal, da si lahko doštudiral, ker jaz sem bil v samem začetku neko težavo povabil, da bi se politično organiziral, se nisem in potem bi moral kiparstvo študirati in ne vem kaj. Ampak moram reči, takrat sta me zaščitila, manj je pregledati, pa je Božji darjak. To se zelo rad spomnim. Tako da so bili pritiski, so bili občuteni pritiski od zunaj. Ja, sicer te niso bile edine izkušnje, ne, tujine v teh začetnih letih. Ste precej potovali potem tudi v Nemčijo, mislim, še med študijem mogoče, ne, v Nemčijo ali pa... Veste, kako je bilo, ne, v bistvu je bil materialni položaj tak, da si moral iti nekam, da si zaslužil nek denar, ne. Recimo, jaz se spomnim, da sem v 4. letniku akademije šel za nekaj 3 ali 4 mesece v Nemčijo, zamudil pravzaprav inskripcijo za zadnji letnik, ne. Ampak z ozirom na to, ker sem prej v Jakcu omenil in Reglu, ne, kljub temu, da sem šele decembra prišel, ne, sem pri Jakcu dobil inskripcijo in podpis, ki je bil v rektorju. Se mi zdelo, da so oni razumeli te stvari, ki smo se pa mi odločili, vsak po svoje, kot se znal. Zdaj, mogoče bi zanimalo tudi publiko, kako je bil ta vaš prehod iz figuralnega slikarstva, recimo, ko ste se na akademiji morali podrejati tem raznim učnim načrtom. Učitelji so bili tudi še starejše generacije, ki so izhajali še iz realističnih osnov. Kako ste se odločili za ta prehod v abstrakcijo? Kaj vas je nagnilo? Ja, jaz mislim, da sem prej, ko sem omenil Jakopiča, ko sem omenil te risbe, kjer sem pisal, ne vem, talci ali pa nekaj, ali pa vse mogoče je bilo, ne, motivike.
da je šlo za nek odnos do figuracije, ki je bil zelo na poti k temu, kar je abstraktna umetnost kot taka zasledovala, se pravi transformacijo od figuracije k abstrakciji, barvna ploskva, črta, vis-a-vis figuracije. Hvala Bogu, da smo na akademiji, pa že prej, kot otroci. Če se danes postavi to vprašanje, otroci začnejo risati figurativno. In pozneje se tudi lahko naučimo tega figurativnega. Lahko pa tudi, lahko se pa vdaljimo, narišimo trikotnik, krog, kvadrat. To so liki, ki pa imajo portret. Včasih sem rekel, portret kvadrata narediš, to je Malevič naredil. Kje so pravzaprav te meje? Vprašanje je, kaj poskuša slika v določenem času dejansko povedati ali pa dopovedati ali pa zastopati, kakšno stališče vis-a-vis pojavnemu vizualnemu svetu. Meni je to zelo blizu, na tem mestu zelo blizu razlaga. V glasbi, glasba je zelo zgodaj postala veliko bolj abstraktna, izhaja iz svojih tonalnih možnosti in slikarstvo tukaj ni šlo za njo. Nekaj zelo pa tudi, tako da nikoli ni bilo vprašanje, mi tudi zdaj figuralno pa abstraktno. Osebno vidim v tem načinu, v tem izrazu možnosti za stvari, za tematike, ki jih preprosto, zdaj bi vam rekel, tu so slike, ki ima naslov Masakr. Teh masakrov je veliko. Ko sem v Londonu leta 1964 gledal Gojevo sliko streljanja, se človek vpraša pa reče, človek božji, gledaš to scenografijo, kako je vse to narisal, ker te stvari smo že poznali, kako se naredi, ampak kaj je tisto, da gledaš to kri in da je ta kri tako prepričljiva, tako natančno naslikana, da učinkuje popolnoma na drug način na človeka. Se ne zgroziš, pravzaprav estetsko, tako resnično je to bilo. To je tako resnično, da se postavilo vprašanje, da druge stvari niso tako resnične, kot je njegova doslednost v tistem, kot bi rekel, abstraktnem pojmovanju materije, da je v svojem razmisliku, kakšne barve je, da točno tako naredi in da te s tem prepriča. Ne vem, če sem odgovoril na to, ampak znotraj tega se pojavljajo zmeraj nova vprašanja, kako slikarsko odgovoriti na stvari, ki so prisotne. Saj, ne vem, danes, če beremo tudi mlajše generacije, kam grejo vse na robove znanosti, včasih se mi zdi, da seveda v hlastanju po novem, da so mejna področja, ki so atraktivna na področju znanosti, prenešena na polje umetnosti, lahko velika atrakcija, pozneje pa ugotoviš, da ni nič drugega, kot da je, kot bi rekel, tematika prenešena in občudovana. In obratno tudi. Tudi obratno. Torej, v vaših delih je že zgodaj opazna tudi svetloba in barva, včasih samo monokromna, recimo tonirana na različne
načine. Recimo vaše začetne krajine, nastale v 60-ih letih. Mislim, kaj bi lahko o njih povedali? Mislim, v njih se čuti še en odmev narave ali pa neka dvojnost tudi nastajanja, ali pa lahko tudi že razkrajanja, minevanja. In vendar je veliko življenja v teh delih. In ta svetloba, ki je nekje iz ozadja ali pa iz strani, daje tak občutek nekega prostora, ki presega naše videnje, naše življenje, tukajšnje življenje na tem našem svetu. Glede, to je dobro vprašanje. Sega pa nazaj seveda v tisto, kar smo govorili, o nekih stiskah, o nesvobodi, o ujetosti, o zapovedih, predpovedih, frustracijah in tako naprej. Po drugi strani pa z ozirom na, ne vem, tisto nagnjenje, tisto hlepenje po izhodu iz tega, ja, to je že v naravi, kot otroku se mi je pojavljal po 14 dneh svinčenega neba, da se je razprlo, da je ta svoboda, svetloba, pravim svoboda, svetloba sem enačil, da je to sinonim svetlobna svobode. In če govorimo o vadbi, je normalno, to smo prijavljači iz fizike, ne vem, že v diplomski nalogi se moral napisati. Infra, ultra, svetlobe in umestne in kako se fizikalno oziroma drugač skozi prizmo pojavi mavrična skala in da je to pravzaprav tisto, kar je slikarjeva abeceda. Veste, te stvari so šle toliko daleč, da se spomnim, da smo bili nekje v neki ugledni družbi in eden od akademikov rekel, daj vprašaj tistega, ki skozi roko dviga, če zna razložiti, zakaj so Lego kocke rdeče, modre, rumene, črne pa bele. Če zna to razložiti, on se hecal, se rekel, to ne morem jaz uglednega človeka, ampak šlo je za abecedo, da v bistvu so samo 3 barve iz teh 3 rdeče, rumene, modre vse sestavljene in to je področje, ki ga je Kandinsky obdelal v Bauhausu in je tudi, jaz ne bi zdaj te stvari obrnil v smer predavanja, ampak vse je bilo za nas in ne samo za nas ta razkritja, ki so prikapljala počas v slovenski prostor, da je to v svetu že zelo jasno in da je to izhodišče, da je to konstrukcija lahko vsake slike in da je, ali pa vsakega lika, ali pa tako da, ja, to so vprašanja jezika in teorije jezika, tudi to je zanimivo zaradi tega, ker v svetu so nekateri slikarji bili silno izobraženi, tudi Picasso, njegov zlati res smo zmeraj občudovali, kako ga je praktično uporabljal 2/3, 1/3 form in tako naprej. Ampak to je, se pravi, malo zahajam, preveč strokovno. Hotel sem omeniti, eden mojih študentov iz Akademije, Jožef Muhovič, je doktoriral iz likovne teorije, zdaj izdal Weber leksikon, ki bo na vsejmo knjige predstavljen in to je velik korak pravzaprav. Slovenija ni imela tako organiziranega, so bili, sva se pogovarjala, imamo vse priznanje tudi starejšim kolegom, ki so ledino urali tukaj, ampak v času
v času, ko pa nas ni bilo znano, smo rekli, v Nemčiji so imeli že za tako sobo, kot je ta dvorana, knjig na temo, pa nas ni bilo še nobenega ključnega dela. Ne govorim za ostalosti, ampak v bistvu manjši sredini, ker ni imela pravzaprav ob vseh velikih slikarjih, kot so bili na Dunajski akademiji, kot je bil Ažbej in naših, ni bilo tega zaledja, ki se pojavlja in na kar smo lahko zelo ponosni. Z ozirom na številčno majhnost, ne drugačno majhnost, to je izredno. Izredno. Res. Torej, v vaših delih nasplošno je veliko barve, tudi veliko dinamike, pravzaprav smo govorili o tem. To se pravi, da v barvi v bistvu izražate marsikaj, čustva, spomine, doživetja, doživljanja. Z barvo ustvarjate nek imaginarni prostor, neko perspektivo tudi. Vse je odvisno tudi, kako to barvo nanašate na platno. Ali je v plasteh, ali je v zamahi, s krepkimi zamahi, spraskana, škropljena. Veste, kako je? Neverjetna moč se iz tega oddaje neko energijo, ta eksplozija barv, že samo to prevzame. Če se sploh na drugo ne pomisli. Včasih je tudi naslov, ki je potem zelo pomemben, da pomaga tudi gledalcu razbrati marsikaj. Ampak že sam vtis, prvi vtis, ki ga človek ima ob teh delih, je enkraten. Hvala lepa. Zdaj, jaz pravim tako, se pač ukvarjam s temi, na nek način normalno se to pretaka vsi noter v slikarstvu. Zjutraj lahko rečem, si bom to barvo drugače dan, seveda uresničil tisto, kar živi nekje. S tem se težko ukvarjam, to bi lahko, ne vem, najbrž kakšen psiholog povedal, kako se zgodi, da nekaj narediš, ampak potem ugotoviš, da je varianta na temo, ki si jo pred 10 leti načel in se je pojavila kot vprašanje, kot zahteva za novo formulacijo, ki je malo drugačna, ali pa se pokaže kot možnost zaradi izkušenj, ki so med tem, do katerih si se dokopal. Zdaj o drugih stvareh bi težko govoril zaradi tega, ker gre preprosto najbrž za odslikavanje nekih predstav, tako kot gre pri pisanju najbrž sledenju nekih miselnih tokov, ki pa niso jasno vnaprej. Če bi bilo jasno, bi kar napisati. Šele ko se stvari vis-a-vis ali pa nasproti postavijo v odnose. Slikarstvo je stvar odnosov. Včasih smo rekli za minimalistično slikarstvo, da govora samo še o 2 barvah. Kako vzpostaviti odnos, da je vendar neka napetost, ki pogojuje, kot bi rekel, vse drame, vse tragedije tega sveta z 2, 3 barvnim lisom. Tukaj se dotikamo tega, kar je kakšen Malevič naredil. Jaz sem imel srečo, sem videl nekaj Malevičevih razstav v Evropi, eno v Kölnu, kjer je imel razstavljen tudi tisti svoj znameniti črni križ, ki ga danes porabljajo in zlorabljajo, ampak zraven so Nemci obesili tudi eno ikono, to je on našel potrdilo za to svojo idejo na enem rokavu enega svetnika.
in so obkrožili didaktično zelo lepo. Večina ljudi tega ne ve, kako je to. Kaj je pa vse drugo delo Male Večne in kako je njegova zgodba šla v času Stalina, potem naslikal neko tihožitje s česnom, tako kot pri nas Stupica slikal ta tihožitja, moj profesor. Izvrstno tihožitje, ampak tisti bila njegova zadnja slika. Torej, lansko leto je bila v Mednarodnem grafičnem centru v Ljubljani tudi razstava vaših sitotiskov. To je eno posebno poglavje skoraj v vaši umetnosti, v vašem ustvarjanju. S tem ste imeli tudi potem možnost sodelovati z raznimi tujimi mojstri, mislim z Italijani, s Švicarji. Ja. Glede, sitotisk se pojavlja v zgodovini umetniške grafike v tistem trenutku, ko se ugotovi, da se neka čista, napeta površina z barvo doseže boljše kot s katero drugo tehniko s potegom tega rakla pa barve preko sita. To ima svojo zgodovino, tehnološko, sitotisk je drugače izrazito industrijska tehnika, ampak za določene stvari, ki so se pojavile kot ideje v slikarstvu, je bilo tudi zame bilo to zanimivo, in to sodi v tisto obdobje mojih slik, sem poskušal najprej z linorezi, ni šlo, z litografijo ni šlo, potem s sitotiskom. Se spomnim še s profesorjem Marjanom Pogačnikom, ki nikoli ni delal kaj takega, vi poznate njegove sijajne te reliefne grafike, kjer je ročno vse globine obarval, tiskal globoke tiske, ampak on je zelo veliko se ukvarjal z vsemi tehnikami in je tudi k meni, pričem smo se pogovarjali, kako to doseči, in takrat potem sem po naključju spoznal v Ljubljani nekega zelo mladega študenta, ki je v Švici delal in so tisto nekaj časa skupaj delali, potem sem šel pa v Italijo in v Švico in smo tam skupaj delali, dokler nisem kot, bi rekel, nekoliko temo svojih teh likovnih predstav izčrpal s tem. Torej, zdaj smo že na področju grafike, na splošno. Bi se morali dotakniti grafičnega bienala v Ljubljani, torej Mednarodni grafični bienale, ki je od leta 1955 naprej, mislim. Vi ste kar zvesto sodelovali skoraj od začetka in to je prineslo verjetno veliko novosti slovenske umetnosti na splošno in pa tudi navzven tujcem, ki so prihajali v Ljubljano, da so se spoznavali z načinom, mislim, z dogajanjem v tem takrat še vzhodnem bloku. Vi pa ste imeli možnost spoznavati ljudi, umetnike iz Zahoda oziroma od povsod. In to je bila velika stvar za Ljubljano in nasplošno za slovensko umetnost. V tistem krogu so potem zrasli oziroma sodelovali izredni umetniki, izredni grafični ustvarjalci. Sigurno je bil bienale, sem rekel, je bil po svojem konceptu nekaj, kar je pravzaprav presegalo tisto siceršno pamet našo, kako nastopati v svetu. Vam bom omenil dve stvari, ki se mi zdi, da je škoda, da se je pač pozneje, že ob samosvojitvi leta 2001 pa sploh zgodilo s tem bienalem, namreč
Po eni strani je bil bienale za celo vrsto teh, jaz jim pravim, nomadov, umetnikov iz sveta, ki so mimo vseh teh delitev političnih se zanimali za to, bodi si na vzhodu, bodi si na zahodu, jugu, severu, da so želeli svoje stvari pokazati. In v Ljubljani je bil tisti pravilnik tako narejen za sodelovanje, da so ugledna imena dobila direktno povabilo, mladi umetniki so pa lahko šli na natečaje. Ta točka pravilnika, da so šli lahko na natečaje, je pomenila, da so študenti na Likovni akademiji v Ljubljani, če so se trudili, da bi naredili dobro grafiko, ker grafika je ena najdražjih tehnik, dolgotrajen postopek, je treba stroje, je treba posebne materijale, tudi papirje in tako naprej. Če je prišel skozi izbor ene žirije, ki je sprejemala poleg povabljenih na razstavo tudi te izbrane, je bil to prek za veliko mednarodno areno. Jaz sem bil v Tokiu enkrat 86. muzeja moderne umetnosti, imel direktor kup teh katalogov in je rekel, Ljubljana je res čudežno naredila to zadevo, povejte Kržišniku, kako mi občudujemo, rekel, mi vemo, da vas je 1.800.000, nas je pa 120 milijonov in kaj ste dosegli s to grafiko. Seveda, vsi ti mladi ljudje so bili že prisotni noter. Glede, danes imate polno ovir preprek, jaz pravim kot tankovske, kot bunkerje, da ne prideš nikamor, ne. Pa so nadaljeni ljudje. Po drugi strani pa normalno, če ni enkrat tazga izhoden, kdo bo pa delal to drago grafiko. In tisti trenutek, ko se to ukine, ne bilo konc s to našo zgodbo, ne. Pogosto pravim, imamo eno izkušnjo še, takrat je Kržišnik organiziral z Južno Korejo 7 grafičnih velesil in je bila Slovenija med Ameriko, med Francijo, v Seulu, ena razstava z zelo lepim katalogom, potem se je ta zgodba v Ljubljani zaključila, jaz mislim, zaradi znatnega vpliva politike na to, da bi se uravnilovka naredila, da ne bojo ti ljudje kar potovali, štrleli ven iz tega našega slovenskega prostora, zaradi tega, ker pravzaprav to nisem razumel nikoli, veste. Vi tudi kot tak eminenten grafik ste potem šele v tujini dobili eno veliko priznanje v Tokiu, takrat že daljnega leta 64. To je 51 let, ne. Veste, zdaj spet govorimo o tistih razmerah, ki so bile, ne. Naši generaciji je bilo jasno, da je naš prostor mačehovski. Kako se predstavljati je problem, ne. In jaz vem, da sem do Tokija prišel s pomočjo Melite Steletove moderne galerije, ki moje grafike videla v Zagrebu in je rekla, daj pošlji v Tokiju na konkurs. V Švici bil da se izognil tistem, se rekel, če bi bil slučajno eden naših želi vprašanje, če bi dobil. Tako to je, ne, ampak moram reči, da vsi ljudje vemo, da moraš imeti malo ali pa precej sreče pri teh stvareh, ne. Seveda so pa to pomenile reference, ne, takrat, ne, in kadar je kdo potem poskušal, so prišla vabila v drugo. Ko ste po vseh teh velikih razstavah, po raznih bienalih razstavljali že, kako mislite, da je zunaj zdaj slovenska umetnost razpoznavna, dovolj razpoznavna? Morajo to v glavnem sami umetniki poskrbeti?
da se sploh, ne rečem prodajajo, ampak da jih sploh zunaj lahko opazijo. Veste, jaz pravim, slovenska umetnost je natančna taka, kot je. Kako jo svet vrednoti, je najprej vprašanje, kako jo sami vrednotimo. Jaz mislim, da na stvari svoje, pa ne samo na področju umetnosti, nismo preveč ponosni. In pogosto se dogaja, da šele, ko nekje drugod pozvonijo ali pa naredijo alarm, lahko rečeš, no, zdaj sem pa zadev nekaj. Ne? Ampak, veste, to je neka zgodba, s katero se pravzaprav jaz ali pa moji kolegi ne moramo ukvarjati, zaradi tega, ker pred sabo imaš zmeraj neko idejo, pa neko uresničitev in moram reči, da mi zelo veliko pomeni, pa to ni sprenevedanje, če mi uspeva tisto narediti boljše kot ali pa tako, kot bi želel in tudi, ne vem, tudi razstava, kjer stvari vidiš, takih je neka priložnost za soočanje s tem, ne, jasno kritično. Ne moramo samo govoriti, da je vse to dobro, pa lepo, pa to, ne. Svet je velik, mrzkej so ljudje naredili, je pa seveda, kako svet gleda, ja, tako kot promoviramo druge stvari, ne. Najbrž ne dobro, ne. Najbrž ne dobro, pa bom še nekaj rekel. Jaz sem bil zelo kritičen skozi do tega, tudi prostor tukaj sem omenil zaradi tega, ker, poglejte, ko sem šel na akademijo, je bilo toliko likovnih umetnikov, kot jih je bilo, ampak pred parimi leti smo ugotovili, da jih je danes 10-krat več iz Slovenije. Slovenija ni zgradila nobenega velikega muzeja, stene za prostorske umetnosti. To so prostorske umetnosti, funkcionirajo samo v prostoru. In če mi je nekdo eden kritik v Kopru napiše, da našega kolega Emerika Bernarda, da to sodi v tej galeriji, sem rekel, postavite v Ljubljani Emerika Bernarda 20 slik njegovih, pa boste videli, ne. Sem vam pripovedoval zgodbo letos, ko smo imeli na Madžarskem to razstavo, ki ni smela biti objavljena v Delu, ni smela biti objavljena na televiziji, zakaj jaz ne vem, jaz se ne bom ukvarjal s tem, ne. Bilo je 7 akademikov v prostorih, v kakršnih, pa sem že tudi v tej galeriji razstavljal, pa niso bili tako lepi, pa tako veliki prostori, pa tako profesionalno narejeno, pa nič ne vemo o tem. Zaradi tega, ker nekdo smatra, da bo nekdo manjši, če bojo, ne vem, oni mogoče, ki so šli v Pjongjang, bojo zgubili malo na sijaju, ne? Ja, to je. Tukaj recimo na tej razstavi pri nas je tudi razstavljenih nekaj risb. Sicer vas risbe spremljajo že od začetka, to je kot en dnevniški zapis, kaj imenujete sami. Koliko so te risbe vplivale in kakšen delež imajo za kasnejše slike, za kasnejša vaša dela? Ali je sploh povezava med njimi? Veste, jaz mislim, da risba je zabeleženje nekega stanja, nekega zamrznitev, neke ideje, ne, ali pa tako kot nekaj zapišemo, ne. Ja, v bistvu bi bila ta primerjava dobra, včasih, če nekaj zelo zapisano, če rabiš nek vtik, zgreš tudi tisto pogledati, kako si zapisal, zaradi tega, ker je po izkušnji mojega dragega pokojnega Marjana Tršadja, ki sva veliko ur preživela skupaj in govorila tudi o tem pisanju, ki smo potovali, ki je on rekel, če sva si sobo delila, ne vem, se spomnim v Amsterdamu, enkrat se rekel, Marjan, a ti zmeraj zvečer pol hitro napiše, rekel, veš, dokler jaz, kot sem rekel, ta film odvija, ker sem danes videl, najdem besede, ki se jutri ne pojavijo več, ne. In to je koristil za svoje tiste knjige, ki jih poznamo nekaj, ne.
Ampak je zelo zanimivo, ker sem videl njegovo metodo, kako je to tisto sveže navdušenje prelil, najdu prave izraze, je rekel, da jih ne najdem več, kot pozabljanje je. Ja. Ja, ampak zdaj tukaj recimo vaše risbe so tudi kot prave male umetnine, recimo se vidi, da ni samo dnevniški zapis, je skoraj že konstruirana risba z vsemi detajli, recimo tudi uravnotežena. Jaz sem zelo vesel, da tako mislim. Ja. Ja, mislim, to verjetno lahko potrdijo tudi drugi, ki so si ogledali te stvari. No, nastajajo tako, ne, to so res iz dnevnika, ne. Je pa nekaj, ne. Veste, v času teh specializacij, recimo, jaz se spomnim, je bilo še v času Jugoslavije na Rijeki bienale, mednarodne bienale risbe, ne. In takrat, jaz se spomnim, so se vodile velike diskusije o tem, kakšna je danes risba, kako je z njo, ne. Nekaj pa res, ne. Zapis, ki nastane brez špekulacije, da bi to šlo v okvir ali pa na razstavo, nosi nekaj s sabo, kar nobena velika risba, ki je preračunana, da bo učinkovala tako najbrž ne. Lahko se tudi motim zaradi tega, ker ljudje imajo vse mogoče sposobnosti, da tudi to naredijo, ampak imajo nekaj zelo elementarno prvega, ne. Ja, to je, na ta način so risbe zanimive, kot bi rekel, tudi teksti, če so napisani v nekem razpoloženju. O razpoloženju govorim, v zgodovini umetnosti je, če sigurno, da je fenomenalen, je Van Gogh, ne. Njegov opus tistih ključnih dobrih slik je nastal v 5 letih. To je enormno število slik, bi rekel, to je skoraj vsak dan končal sliko, ne. In on je dokazal nekaj, kar je včasih mnogim nerazumljivo, da je tisto visoko stopnjo koncentracije in zagretosti za nek problem, da je to vprašanje tudi časa, da je pravzaprav moral hitro narediti to, da nima odložiti. Čeprav v svetu umetnosti to ni nikakršno pravilo. Je pa lahko opažanje in pri Van Goghu je to fenomenalno, zaradi tega, ker poznamo tisto zgodno obdobje njegovih študij in je pozneje to uresničil neverjetno opus. Vaše risbe, oziroma risbe in nasplošno dela so vsa skrbno datirana in včasih tudi, ne včasih, vedno skoraj z naslovom. Včasih je ta naslov tudi poetičen. Se vam je kdaj porodila ideja, da bi recimo izdali kakšno mapo, recimo ali akvarelov, ker tudi z akvarelom ste se veliko ukvarjali, ali pa grafično mapo v povezavi s kakšnim poetičnim tekstom, poezijo ali tudi prozo? To je bilo že veliko govora, poskusov delanja. Se spomnim s pokojnim Kajeta Nankovičem, kdaj že je bil še državni založbi, pa niso prišla, ampak so bili drugi časi, tudi on je bil zaposlen, jaz sem pa takrat, ne vem, s časom je bilo včasih težko, si rabo za par razstav, za katere si se dogovoril, da si moral narediti, se spomnim tega, da sem opustil neke stvari, ker mi je bilo mogoče zelo žal, ampak tako to je, ne. To je, se ne da, ne, v nekem času nekaj uspeva. Je pa seveda, zdaj ste me spomnili na v Švici, ki sem delal 2 mapi, no je bil
založnik, človek, ki se je ukvarjal z bibliofilskimi izdajami, ampak centralno je založba, tiskarna, ki dela svetovne mojstre literature in litografije. Sam to drugi delajo, ne pa avtorji sami, avtor pride. Jaz sem delal eno litografijo tam in pod sijajnimi pogoji, tako, kot bi rekel, v nekem študiju za snemanje plošč, absoluten mir. Seveda stroški dela so veliki, ampak zagotovljene najvišji standardi za delo. Tega pri nas nimamo. Veste, no, jaz sem videl, recimo, da je bila ena litografija 3 kamnih 10.000 frankov, samo ta izvedba in tankih založnikov ni, ne. No, jaz mislim, da to ve. To je že, a veste, to je že pol, lahko rečem, da je usmerjena v komercialne te zadeve, ker je normalno, da gre v dober denar stvari od velikih mojstrov, enih literature in likovne umetnosti, ne. Torej, ne vem, ali smo še v času, ali za kakšno vprašanje. Zdaj, ne vem, ali je samo vtis, ali je to, da ste s grafiko v zadnjih letih malo opustili? Veste, kako, niti ne. Res pa je, da je naš prostor, tak je, kot sem rekel. Jaz ne morem se pritoževati, recimo, bil sem zelo vesel tega z Mednarodnim grafičnim centrom, kjer smo šli si v lase pred 12 leti, zaradi tega, ker si mi točno kritiziral, zaradi tega, da so opustili ta natečaj, pa to, ne. No, pa so direktorci zamenjali, pa so se odločili, da bi vendar jaz to povedal, kaj se je zgodilo, in so mi naredili to razstavo. In mislim, da je bilo dovolj časa in da je bilo dobro pripravljena, da je bila študijska, boljše narejena kot druge, ne. Ampak prostorske možnosti so pa zelo omejene, ne. Žal je tudi tako, da imam ogromno slik, ki niso bile nikoli razstavljene, pa bi rad pokazal, ne, ko včasih tudi neke bizarne stvari, ne. Recimo neke figuracije iz srednjega obdobja, zaradi tega, ker zmeraj znova pravno se pogovarjamo med kolegi, da en slikar, če je dober portret risal, da ga ni nikoli to pozabil kot ne kolesa voziti, ne. In da to včasih lahko naredi, seveda ni pa problemsko tako zanimivo, ne, razen pri nekaterih, ki izumijo nekaj, ampak jih je zelo malo teh, ne. Jaz sem gledal to kapelo od Manka Rupnika v Rimu, povabil sem mu napisal eno, je rekel, kaj mislim, se rekel, nič ne bom rekel, ne bom napisal tisto, da je njegova figuracija bila pravzaprav zanimiva, zaradi tega, ker je nadgradil neko vzhodno evropsko šolo z svojimi temi figurami, z eno veliko silovitostjo, ne. Uporablja materijalov, ki se je upal od smalto kamenčkov do zlatih, do ogromnih blokov postaviti noter. In to je nekaj, kar se sicer danes obravnava tako ali drugače, bodi se v cerkvi, bodi se izven, ampak se mi zdi, da je to nekaj zanimivega, ne. Iz našega prostora vsekakor. Torej, še nekaj bi bilo treba poudariti, da ste se tudi s kiparstvom ukvarjali oziroma s mobilnimi objekti, lesenimi, sestavljivimi objekti in tudi s izdelki v steklu. Je bilo to eno krajše obdobje? Ja. To je značilno za svetlobo, ne, to je ta prosojnost, svetloba, barve se odraža tudi v teh delih. Veste kaj, ja, bom poskušal natančno odgovoriti na to, ne.
gledal sem te vitraže različne, ne, po svetu in tisto, kar je pred nas. In potem sem v nekih poskusih odkril, da je raven neka kobalt, ultramarin, modra, fascinantna barva s tem krasivom, tam sem nekaj začel delati, ne, drugače nisem toliko, zaradi tega se človek ne more vse početi, ne, sem kar, pravzaprav se mi zdi, da je prav, da se v nekem smislu omejiš na tisto, kar bolj bliži, kar bolj ustreza mogoče. Jaz ne vem, kako je, kot nagnjenje, ne, ali pa predstava naprej, kaj ne bi bilo to. Ne. Se pravi, to spraševanje, kaj je slikarstvo verjetno, kakšno je lahko slikarstvo danes, kaj je lahko zanimivo, kaj ne pride več v zorni kot oziroma na druge tehnologije in videe in tako naprej. Ne. Verjetno z tega stališča. Ker sem si imela čast ogledati vaš atelje, bi bilo še del za razstave, različne razstave, tudi različne po tematiki, po tehniki. Veste, kako je, ne samo jaz, ampak večina mojih kolegov, ki se s tem ukvarjajo posebej del časa, se mi zdi kot maksimalno, da dobiš neke prostore, kjer bi lahko razvrstil stvari, ki se ti zdijo v življenju bolj pomembne. Tako, ne, ja, zaradi tega, ker mnogo teh delanj v času gre mimo in se pozablja in tako naprej. In človek potem svoje gledanje. Ne. Ta podoba bi bila drugačna, kot bi jo naredil kdo drug. Ne. Ta bi bila drugačna, sigurno. Ne. Zelo podpisana. Zaradi tega, ker se navezuje na tisto, kot ste rekla, figuracija, abstrakcija, ne, jaz pravim tu noter. Zmeraj znova je govora o jeziku, o gvarbi ali pa nekih drugih aplikacijah te materije in kako se to obravnava. To so neki čudeži, ki imajo svoje draž in tako to je. Zdaj, ko pravijo, da bojo spet postavili Jakopičev paviljon, mogoče se bojo vremena zjasnila. Nekaj je prišla ideja tem arhitektom, ne, društvu arhitektov, da bojo, ampak to je... Leta 1961 sem bil v vojski, takrat sem dobil likovno revijo, ki je imela na naslovnici Podiranje paviljona. In sem rekel, je to mogoče, ne, zdaj, če poznamo zgodovino, ne, tega paviljona se trga s privatno narejeno pa to in potem je vlak povozil ta paviljon in če so Poljaki celo Varšavo si postavili na novo po načrtih, bi tudi po Fabjanjevih načrtih lahko tam zraven naredili, če bo majčkeno bolje. Nikoli ni bilo vprašanje denarja, veste. Nikoli ni bilo vprašanje denarja. Tisti, ki so govorili, smo že, jaz se spomnim še pogovorov, ko so tiste velike avtomobile ameriške kupovali, smo rekli takrat v krogu društva, nekaj ljudi nas je bilo nepozabno, ko so rekli, kaj ne bi v Moderni galeriji rezervirali eno sobo za odkupe stvari, ki so, ne vem, kot Rauschenberg ali pa v Ljubljano prihajali, ki bi vsi poklonili, če bi samo malo dobre volje pokazali, da želijo zbirko narediti, ne. Tako kot so recimo v Skopju, vem, ki je bil potres, opisali Picasso, 2 slike mi je poklonil. Znan je primer Picasso iz Švice, ki so dijaki zbirali gimnaziji v Baslu, da muzej odkupi neke slike, ki jih je en privatni lastnik, ki jih je posodil muzeju, da bi jih nazaj vzel in so na svoje bogate starše, 20 000 jih je bilo, takrat en tekst bil, sem ga bral,
ljudi so prispevali, da so kupili tiste slike, ko je Picasso zbedel, pa še 2 slike poklonil muzeju. Ne vem, če bi bili Slovenci zmožni. Ja, tudi, to je vprašanje, ja, to je vprašanje za Slovence. Ja. Nimamo pravega odnosa sploh do umetnosti, do umetnikov, do razstav. Mislim, samo glede na turizem, kdaj koga peljejo v galerije. No, ste to rekli, ne bom čisto nekaj drugega rekel. Poglejte, jaz sem Avgusta Černigoja spoznal in zelo zgodaj v Trstu in je prišel, smo se dobivali v Ljubljano, tudi imam nekaj njegovih del. In on je v Lipici pravzaprav pustil, tam je ves njegov opus. Nikoli nisem zasledil v teh naših prerekanjih za te konje in za ta turizem, da je tam tudi Černigojeva galerija, pa rečem, a res toliko podcenjujemo svet, da samo za nekaj se zanimajo. Ne? Recimo, ne? Ja. To nažalost je preveč tega, ne vem. Jaz ne bom predolgo, mislim, da moram pustiti tudi malo mikrofon. Ja, mi dve smo prizmenjeni sicer, da se bo prepletal ta pogovor, ampak je bil na takem nivoju, da jaz ne zmoram na tem nivoju govoriti o umetnosti. To je bilo tako, sedaj, ker ste govorili veliko časa, vam povem, ko smo bili na dan otvoritve, ko smo prišli s Teodoro Gržinič sem v galerijo in sta se skozi dala, potem smo šli tudi na Svetogoro in se je zgodil en zelo lep dogodek, zaigral Jan Harmonik, bila je ena Marina pesem, ona je začela pet, rekli smo, zapojemo skupaj, jaz sem vedno vedela, vsaj meni dirigenti so vedno rekli, da imam lep alt, ko je ona zapela, sem jo utihnila, ker to je nekaj drugega, mislim, to je družina Finkovih in tako naprej. Tako je bilo zame sedaj, ko sta se vidva pogovarjala, sem rekla, jaz doma oknem, ne bom nič vprašala, ker lahko samo kaj banalnega vprašam. Začela pa bi najin del pogovora, ki bo bistveno krajši, pri svetlobi in pri barvi in pri življenjski moči. Zdaj, vi ste prodoren opazovalec našega časa, našega okolja, našega zahodnega sveta, to se tudi vidi v vaših delih. Vprašala bi vas, koliko je te svetlobe in koliko je teh barv ostalo v zahodnem delu našega sveta. Imate ta občutek, da malo gospodarska kriza, val beguncev, pariški dogodki in tako naprej, v zadnjem času je bistveno manj te svetlobe. Imate občutek, da se ta parabola našega zahoda zaključuje, zahoda, v katerega je vključena tudi Slovenija in slovenski prostor? Ja, to je težko vprašanje zaradi tega, ker se, če pomislim, kaj se je zgodilo, 11. septembra, jaz sem takrat imel zaradi ene razstave na Japonskem več stikov z Japonci in meni je kolega pisal in rekel, tiste dni iz Tokija je polico manj avionov letel v svet in tam kar naprej odletavajo. In skozi te podatke, ki so čisti na drugem koncu sveta, so mi pokazali nekaj, se rekel, pa se to so osobne posledice nekih stvari, ki se dogajajo. Zdaj, če se, jaz bi se vendar zamislil ob tem, kar gledamo vsak dan, kot transporterji enih bogih, manj bogih in vseh mogočih ljudi, za katere je pravzaprav, lahko bi rekel, da je množica, ki ne vemo dost o njih, in potem se oziraš po virih, da bi malo več zvedel o tem. Jaz sem zadnjič, smo se nekaj pogovarjali o meni, sem rekel, leta 2004 sem kupil 3 knjige Orjane in Falači
In sem rekel, se to piše noter, ne? In sem jih prebral in ponovno prebral, ne? Apokalipso, posebej kot zadnjo knjigo, kjer mi, kljub temu, da se govorijo, ali pa je napisano na platnicah kontroverzni novinarki, ne? Mene je fasciniralo to, da ona pri vrednotenju iz današnjega stališča osebnosti, ki jih je intervjuvala, da je zajedljivo negativne ocene, pozitivne, ampak na koncu postane jasno, kaj je hotela povedati, ne, da človeka razgali do kosti, ampak v zavzemanju za spoznanje, kaj je res ali pa zadaj, je pa neusmiljena želja po neki resnici. Na tak način, ne, na tak način, da piše kontroverzno, ampak seveda sem pa tudi to gospodu moral reči, sem rekel, glede, jaz sem bil leta 1943, kot otrok smo tam v Šentvidu ujeli neke mule pa enega osla in smo, ker so bile to vojaške živine, smo poskušali jahati in smo jahali. In sem rekel, moj kolega Janez Bovišek, konstruktor teh skakalnic v Planici, leto starejši od mene, je dobil osla in mi smo skozi eno žitno polje jahali, moja mula je bila pridna na njegov osel, ga je pa stresel in smo rekli, Janez, takrat si začel skakati, ker si tako vletel v žitno polje noter. Ne, ampak se rekel, takrat smo vedeli samo nekaj, ne, se rekel, potem se je zgodovina dogajala obsodba Nürnberg v Italiji, ne vem kaj, in vprašanje italijanskega fašizma in vsega tega se mi še skozi ta branja malo svetlika. Pa sem rekel, koliko časa bo človek moral živeti, da bi prišel do nekih teh odgovorov, ki se jih zastavljaš, pa nisi dobil verodostojne informacije. Ne? Se pravi, kot bi rekel, da živiš v nekem približnem svetu, nekih stvari, ki niso take. Ne? Vtis imaš tudi, da več kot bereš, manj razumeš. Ta vsaj vtis, ki ga imam jaz sedaj v teh zadnjih mesecih in tudi v teh zadnjih tednih. Ampak prav vsebinsko gledano, ali ne mislite, da se je vsebinsko Zahod izčrpal? Da je, kot je rekel Boris Pahor v Odmevih, sedaj takrat, ko je postal ambasador kulture, da je ta vodoravnost, ki je postala praznina, da je veliko sivine, da je sterilnosti, da ni več teh opredeljenih vsebin, na katerih se hočeš nočeš gradil ta zahodni koncept naše kulture, našega človeka. In da v bistvu ta Edvard Kovač pravi, da ne gre za umiranje Evrope, ampak gre za eno novo rojevanje. Ker potrebujemo teh novih vsebin, ki nam jih prinašajo. Je nekje tako, kot je bilo verjetno v 5. stoletju, ko je razpadlo Rimsko cesarstvo. Ta paralelizem, ga imam nekje precej prisotno v zadnjih mesecih. To je tudi Orjana Falači v tej Eurabiji piše tako, iste zgodovinske fakte uporablja, da pride do tega islamizma, zasedanja, podreditev Evrope in tako naprej. Seveda, žal je največji problem ta, da nekaj, kar se dogaja, da je to resnično. V bistvu jaz lahko govorim o svojih pogledih, pa občutkih, pa spoznanjih. Prej sem omenil našo razstavo na Madžarskem, pa smo se malo več pogovarjali v krogu mojih kolegov, pa tudi o tej Orbanovi ograji, pa vsem tem. In zelo hitro je prišlo med nami do
do nekega soglasja, da je Orban tisto naredil, kar pozdravi v slovenskem pregovoru, moraš narediti, ne boš prva zamera kot druga, kajti gre za vprašanje, ki mu konca ne poznaš, če ne boš to naredil. Za tisto, kar pa bi moral narediti, smo pa dogovorjeni, ne? To je bil ta Schengen. Ne? In pa, ko se pri nas zgodi, da gre naš predsednik tja in da tudi naredimo to, ne? In pa ta komedija, da so tehnične ovire in to, ne? To je hecno, ne? To je brez koncepta, ampak prostite, tu noter jaz ne vidim zaradi tega, ker vprašala ste me, seveda te sistemi so pa tisti, ki nam zastavljajo vprašanje. Ne vem, osebno bi rekel, gospa Merklova je nekaj rekla, pravzaprav sem rekel, je ona toliko naprej videla, da ima vendar prav, z ozirom na vse to, kar se je v svetu dogajalo, da bo prišlo do takih radikalnih sprememb, ne, se pravi, da se bomo iste ozemlja delili na ta način, ampak to je pa presega to našo državo, pa ne. Ampak tisti, ki bi lahko nam pomagali pri odgovorih, so bili, vsaj zgodovinsko gledano, so bili intelektualci, bolj kot izobraženci. Intelektualec je tisti, ki razume, izobražen je tisti, ki ima eno kulturo. Kje so se izgubili vsi ti slovenski intelektualci, ki so gradili slovensko samostojnost in danes jih ni več, da bi nam pomagali, da bi iskali ene ključe, na katerih bi lahko gradili našo kratkoročno, dolgoročno prihodnost, ali vse razumeli realnost, v katerem živimo? Mene je eno tovarišev rekel, ne, v času gospodov je rekel, pa saj veš, kdo je plačeval tisto novo revijo, da smo videli, kaj mislijo te ljudje. Jaz sem rekel, Niko Graf navedel, a veš, da si bil v izložbi 25 let. No, zdaj imate gospoda Omerzo, ki piše o zgodovini tega, sem šel poslušati na to knjigo. Zdaj bo pisal tudi o Kučanu, verjetno. Ja. A veste, težko je to. Zaradi tega je težko, zaradi prav, ne, da bi se izognil čemurkoli, ne. Ampak jaz mislim, da toliko nazaj pa ne moramo korakati, saj vendar smo neke druge stvari videli, slišali, naredili tudi, ne. In mi je zelo žal, da smo vse tiste nadarjene ljudi postavili v kot in so prevzeli vajeti v roke ljudje, ki jih zanima, kako bojo oni pokasirali. To ni samo slovenski problem, če vam lahko... Že sam ali pomeni to, da je tiste kritične mase premalo, ki bi bila toliko močna, da lahko nekaj reče. Ampak mi smo verjeli v eno zgodbo o slovenskem uspehu, govorilo se je o Sloveniji kot o mali Švici in tako naprej. Kdaj se je vse to ustavilo in zakaj, po vašem mnenju? Ja, zdaj, če to rečete, ne, jaz sem bil v Švici, veliko 20 let sem zahajal tja, tiskal tam in zgodovina Švice, to, kar se pri nas zdaj dogaja, se tam pred 200 leti, ne, in oni pač pazijo na te svoje stvari in na svoje denarje in varujejo na vse mogoče načine, na tisto svojo avtonomijo. Se mi zdi pa novo, da govorimo o Slovenija pa Švica, to je tako kot ena
ena gospa, ki je bila v kulturi pri nas na zelo visokem položaju, pa je bila enkrat na Dunaj, pa je rekla, Slovenija bo v parih letih prekosila Dunaj. Jaz sem pa rekel, sem videl samo v Albertini tam 120 Rembrandtovih del, kako ti pa to, te materialne stvari odnose, se nič nimamo, se smo izropani, se in tako naprej. Že kar ste govorili o umetnosti, umetnost je tudi čut za lepoto. Koliko se v Sloveniji goji ta čut za lepoto? Koliko je likovna umetnost, galerije, samo umetnost prisotna v šolah, v družbi? Mislim prav na tak način, da jo usmerja politika oziroma da prav pride tudi do mlajših generacij naprej ta čut za lepoto, ki potem polepša tudi marsikaj, ta dialog, ki je v Sloveniji nekaj nemogočega, te ostrine. Ja, zaradi tega sem izstopil iz kurikularnega sveta skupaj z Jankom Kosom in še 3 kolegi, kjer se je tudi na tem nivoju lagalo, kaj smo dobili, ne? Ko so v likovni vzgoji 5., 6., 7., 8. razredu vzeli 1 uro, so rekli, da so več dobili, ne? Pa smo rekli, kje nekje v kulturnih dnevih. Kulturni dnevi so bili pa tisti za Prešernov dan, da je en reklamiral, drugi so poslušali, pa so šli pa domov ali pa tako, ne. In kdaj se je začelo to spreminjati? Je bilo, ko ste vi študirali oziroma ko ste vi usvajali v teh zadnjih desetletjih, je bilo kdaj drugače, se sedaj slabša? Ja, to bi težko rekel. Veste, jaz vendar se družim pa z ljudmi, za katere smatram, da je vredno se z njim pogovarjati in imamo na slovenskem njihove. Zdaj, kako je s temi stvarmi v družbi, to pa ni tako enostavno odgovoriti. Vse te strankarske in bitke so samodaljene od tega. Ne vidim prostora. Kot sem prej omenil, če za neke stvari, ki so brez teh ideoloških prtljag, ni prostora v medijih ali nekaj, ne, kako bo pol za druge, ne. In kako si pa vi, kot občutljiv človek, razlagate vso to ostrino, ki je prisotna v slovenski družbi, ne samo v medijih, v slovenski družbi? Svetlana Makarovič je včeraj izjavila glede okrogle mize, pri katerih so sodelovali Branko Cesnik, Aleš Primc in drugi, da to bi bilo bolje, da bi bili splavljeni, torej da njihove matere bi naredile splav, preden bi se rodili, ker to ne vem, zdaj se ne spomnim, ker so imeli pač baje neka homofobna stališča in tako naprej. Kako si vi razlagate, da ena taka kulturnica, taka pesnica je zbožna take ostrine, take žlehtnovo v bistvu? Težko, ne. Zaradi tega, ker se absolutno ne strinjam skoraj z ničimer, kar ona pove v medijih. Ampak žal ni izjema, mislim, žal ni izjema take grobosti in take... Glejte, problem je v tem, da se to zelo podpira. To je pa druga stvar. Ona je zelo podpirana, medijsko in sicer. Taki ljudje dobijo po 2 strani v časopisu Hiter, pa skoraj vsak drug dan so, ne. Ampak, se pravim, tu se spremembe delajo na drugih področjih. Je pa res, da to vodi v konflikte, ne. Res je, da je prisoten strah, ne, zaradi konfliktov, ne, ker smo rekli, ne vem, God na Gorenjskem, pri nas smo rekli, če bi tuno hišo, pa tu se naseli 100 ljudi drugih, ki imajo minimalne pogoje za preživetje, da bo prišlo do hudih stvari, ne, kar je v človeški naravi. To je, ne, zdaj,
vsi živimo nekje v upanju, da nekdo misli tudi na to, ampak imamo vtis, da ne misli. V vaših besedah je malo svetlobe, vsaj doslej, v tem drugem delu. Ja, veste kaj, svetloba je v zaupanju v modre stvari, ki se izrečejo, ki se zgodijo. Ja. Kot ste prej rekli, vi ste veliko tudi potovali, spoznavali druga okolja, latinsko, germansko, v Avstriji ste bili deležni pomembnih najvišjih odlikovanj. Kakšen odnos imate do nemškega sveta oziroma do latinskega, do našega tukaj? Ja, kar zadeva do temeljnih teh vrednot, odnos do dela, jaz pravim, delo je sinonim kulture, ne delo je pa ne kulture. Se pravi, v germanskem svetu, kjerkoli sem opazil, veliko disciplino v tem pogledu. In si se lahko zanesel. Ne govorimo zdaj o teh stvareh, ki so deviantne, tako kot drugod tudi. Latinski svet pa ne odgovarja tem parametrom ali ja? Ja, v bistvu, to sem že prej vedel, ko smo se tako pogovarjali, da Slovenija skozi svojo zgodovino, pa tudi, ne vem, jaz bi rekel, skozi moje odraščanje, mi smo poznali, kot otrok smo bili na nemški strani, poznal veliko tega, videl tudi italijansko stran, prihajal v Italijo. Neke stvari nisem v Italiji nikoli razumel, kako je to, da so bili ravno tako kot Nemci agresorji, pa niso nikoli za to imeli kakšnih problemov. Kot da so vse za zeleno mizo razrešili. Sedaj, preden vas prepustim publiki, še eno vprašanje bo tako splošno. Kakšen je glavni vzgib, ki ga mora imeti gledalec, ko gleda vašo sliko? Kaj mora biti sproščen, mora imeti eno predznanje, mora biti iskren? Kdo je tisti, ki najbolje dojame vaše slike, ki nimajo te figurativnosti, da dojame vse te metafore in vse te vsebine, ki se v njih skrivajo? Ja, to bi težko odgovoril, zaradi tega, ker to je zelo osebno, ne. To je zelo osebno in nimam recepta za to, ne. Seveda je poznavanje jezika, pa to predpogoj, ne. Koliko je tega predvsem tudi vprašanje, ker jaz ne moram spraševati ali videti, koliko je zadaj za tem, ne. Na nek način se to dotika tega, kar zelo pogrešamo pri nas. Poglejte, jaz gledam časopisi, pred vojno so imeli vse razstave, vse te dogodke zabeležene, danes je celo vrsto pomembnih prireditev, ker nima nobene notice, samo da se je razstava odprla. Se pravi, kritika, kot da se stroka izogne temu, da bi na nek način skušala povedati, kaj je, kaj je manj, kaj ni in tako naprej, ne. Jaz sem prva samostojna razstava v Beogradu in se mi je zdela ta scena takrat veliko preosvežujoča. Recimo en Pavle Vasič, umetnostni zgodovinar, je enkrat v politiki eno kolego, ki je res mimo vsekal v svoji razstavi napisal: ta slika ne loči kamna od zlata, pika, Pavle Vasič. In se mi zdi perfektno zaradi tega,
kjer pa vseh njihovih merilih bi bilo več besed škoda zgubljati, je pa napisal tisto. Te iskrivosti sploh ni in sploh ni tega dialoga, javnega, ga ni pri nas. Na drugih področjih je, v literaturi, pri filmu, pri... Več je, ja. Ne vem, se mi zdi, da kot da je to zelo zanemarjeno. Kot da se bo to samo po sebi dogajalo, ne. Seveda nas ne reši niti tisto neko mnenje lepo, da je bila slovenska grafika dolgo let paradnikom, kjerkoli se je pojavljalo to opaženo in tudi nagrajevano in tako naprej. Zdaj, če bi naredili seznam teh dogodkov, je za doktorat. Torej, mlad, nadarjen, likovni ali nelikovni umetnik, kaj naj naredi v Sloveniji? Naj išče nekoga, da bo ta luster, ki je ugasnen, da ga bo prižgal. Ker za častnika velja to, da kako naj si pomaga mlad častnika? Naj si nabavi enega očeta založnika za umetnika, torej. Ja, gledajte, ampak seveda jaz moram reči, sem se pogovarjal zdaj, prej sem omenil z Muhovičem in kolegi nekaj v zadnjem času, smo se nekaj predeli. Kako se bo v tej sredini, ki so ljudje zdaj že eksistenčno ogroženi za preživetje, najdel nekdo, da bo kupil neko sliko. Je pa tako, ne, pri slikarjih, ne, slike pravzaprav, če bo eden vzel, bo vzel ta boljšo, ne. O tem nismo govorili, ampak po moji izkušnji dejansko dolgoletni lahko pokažem dve sliki, eno dobro, eno slabo, nekomu, ki pojma nima o slikarstvu, mora zmeraj bo odnesel ta boljšo, zato ker to je ta prinadni čut, ne. In lahko ti odnesem, da najboljšo sliko za bagatelo, ne, da še taksi ne boš plačal, ne. To je zgodba, da ste zdaj, jaz za sebe bi lahko rekel, da sem zelo zgodaj ugotovil, da je fina, če si eksistenco zagotovim z delom v šoli, ne. Ko sem študiral, takrat smo imeli še pedagogiko, psihologijo in te predmete, ki te usposobijo za profesuro, in potem sem učil 3 leta na 8-letki. Prej sem rekel, da ne bi šel učiti, pozneje pa kazalo, da sem pravzaprav moral iti, sicer bi moral neko štipendijo vračati. In v bistvu sem ugotovil, da je bilo to vprašanje, a si več dobil, a si več dal tem mladim ljudem, ne. To je pa fino, ne, to je fino, en dialog, še posebej za slikarje. No, pozneje pa sem bil 25 let na akademiji in šel sem v času, ko eksistenčno ni bil denar prvi problem. Prvi problem je bil, takrat je bilo leta, ko sem 73 šel, toliko razstav, da sem imel občutek, da mi bo jezik zamrznil, da ne bom torej te socialne stike zmeraj dalj časa v ateljeju, vstajaš in delaš svoje, ne. In se mi je zdelo na akademiji kolegi, ki so bili, da smo zjutraj imeli, vse smo obdelali. Vsi smo se zboksali in potem bilo vse v redu, pa še študenti. In to je bilo, ja, to je bilo zelo produktivno, ne. Moram reči, to je dobro, tako kot govorim, ne, mnogi pravijo, ta profesor mi nič dobro se rekel. Čez čas ugotoviš, da so dejansko smo imeli v Sloveniji dobre profesorje.
Kot študent sem recimo, ki sem bil zelo modernistično usmerjen, bil malo nasršen proti Jaksu, ampak ko sem v Londonu videl Kraljevo portretno galerijo, sem rekel, če bi tle Jakac visel, ne bi nobene sramote Slovenije delal nasprotno in tako naprej. Ne. In tudi sicer, ne, šele pozdaj mi je postalo jasno, da je on za kakorkoli vzeto njegove angažmane politične in to, ne, vemo, da politično ni bil, ne vem kako organizirano umetniško pa zelo. Ne. In to imam celo vrsto zgodb, tudi njegovih del, ki mi jih je poznaj poklonil in sem vam bil zelo hvaležen za to. Ja. Jaz bi predala besedo publiki, če je kakšno vprašanje med prisotnimi, prosim, gospod Toša. Jaz takole za oddih bi vas, gospod Jemec, nekaj vprašal in sicer omenili ste že glasbo tam v zvezi z abstrakcijo. Mene pa je interesiralo dejstvo, da imate slike označene z naslovi, ki so zelo, rekel bi, močni, literarno strnjeni, zgoščeni. Zanima me, kako ali če sploh so na vas vplivali inspirativno tudi druge umetnosti, recimo literatura, predvsem me zanima, da glasba, film kot vizualna umetnost in predvsem pa literatura, ker meni se je zazdelo, oziroma se mi zdi, da je, kot rečeno, v teh naslovih nekaj več kot samo nek informativni naslov, ampak da je ena sinteza, pred seboj en dvojni vzgib, ki nekako sestavi sliko in ta naslov. Ja, hvala. Seveda se strinjam z vami, ne, vse umetnosti, vse ti prebliski, ne, še posebej tisti, ki so zelo sugestivni, vplivajo na to. Ne. Ampak zdaj se moram razmisliti, kako to povedati, ne, da ena slika z svojim naslovom, ne, ima v ozadju veliko več tega razmislika. Meni je jasno, če se nekaj lotevam, da grem pod nekim vtisom, nekih informacij, nekega vzdušja ali pa zelo konkretnih stvari v sliko, ne, kaj nastane pol, to je drugo vprašanje. Ne. Naprej se ne ve. Ne. Hvala Bogu, jaz pravim, o tem, kaj je ustvarjalno delo, če bi naprej si narisal kot, ali pa skiciral, ne, se mi zdi, da bi se obnašal kot birokrat, ne, do stvari, ne, tako kot do skice, veste. Recimo, to nam je že v času študija postalo jasno. Ali imaš neko skico in svoj odnos do neke stvari in tukaj svoje delo, ali pa tisto pustiš nemar in direktno komuniciraš s svojim delom, to je neposredno, ne, ono je pa posredno. Poskušati mimezis uveljaviti tistega tam, ne, to je naprej prepadlo skoraj lahko, ne pa zmeraj. Lahko pa je to metoda, ki je pa domišljena, da za konc pusti avtor in tako naprej, kar so včasih v starem slikarstvu se rekli majsterštrih, ne. Zadnje poteze, ne, v Rubensovi delavnici, to je Rubens sam delal, da je bil majsterštrih, drugo so mu pa drugi slikali in tako naprej. Ne. Ampak seveda to je od načina do načina različno in pravzaprav jaz mislim, da gre pri ustvarjalnem delu zmeraj za tisto, kar lahko tudi na področju znanosti imenujemo za inovacije. Ne. Malenkostne inovacije, ampak bistvene ali pa recimo eden takih inovatorjev je bil ta znameniti Yves Klein, modri Klein, ne, ki je barvo
kemično izumil, da izgleda tako, kot da ima prah posutpani. Jaz sem imel srečo, da sem v Parizu prvo njegovo razstavo videl v Rue de Seine in smo gledali, smo rekli, kako je to mogoče, da so kot neki, oni imel malo zaobljene vogale teh slik, da bile kot neki litografski kamni in je sijala tista modra, je to svojo modrost hotel izpričati. To je ta novi realizem, ki je bil v 50-ih letih, ampak se pravi, prav fascinantno učinkoval, zanimiv takrat, mi nismo v tem vedeli, zato ker je bilo čist nekaj novega, kot študenti smo hodili, tam smo rekli, kaj je naredil tako vtis zaradi te svoje samo modrosti, A ni lepo to pravzaprav, zelo zloženo, Potem imel tiste rdečo plus zlato ali pa rdeča kot ogenj in tako naprej. Neko poglavje v zgodovini umetnosti, takih je več preblisko, ker so ljudje zelo natančno razmišljali o tem. Ne vem, če sem odgovoril zaradi tega, ker veste, ta naslov seveda se plete včasih zelo. Je pa vezan na neke predstave. Zdaj, se pravi, želimo naslove, v muzejih so portret tega pa tega, ampak to nič ne pove v drugi stvari, samo da je označeno. Če gre pa za nek problem, recimo jaz sem imel problem leta 60, sem naslikal revolucijo. Naslov je Revolucija. Pa sem pa dobil pismo iz Beograda, da se dela razstava NOB v delima likovnih umetnika Jugoslavije. Pa sem jaz rekel, pa še to sodi zraven. Sam tema pa ni čista prava, zaradi tega, ker na sliki je bilo rdeča slika, nekih 120 ali koliko manj, črno-bela reprodukcija manj. In en krog drugač pa, kot bi rekel, disaster naslikan, požgano pa to. Pa sem pa malo slab občutek, da to bo kakšen rekel, da to je pa kontrarevolucija, zaradi tega, ker je sam disaster. No, ampak jaz sem dobil pismo, da sliko kupijo in pa so rekel, hvala Bogu, zdaj pa zadeva rešena. In zdaj pa iščem to sliko, ki bi rad v barvah preslikal, zaradi tega, ker takrat so rekli, kaj pa ti krog, kot neka luna, jaz sem rekel, to je centralni komitet. Kaj pa krog, to je pa njihova podenota. Kaj pa drugo, jaz sem rekel, to so pa požgane hiše, bilo abstraktno. No in zgodba te slike je še vezana na pokojnega Vojka Duletiča, ki se je izposodil, pa se pa rekel, Vojko je zbiral to, ta filmar, pokojni, je rekel, jaz bi jo rad razstavil, pa se je pa kupil, ker sem cene mal napisal, tako imam katalogo tista. To so pa teme take, Prosim. Še katero vprašanje? Jaz bi imela še veliko vprašanje, ampak vas je že ura, Jaz sem prišel, zato sem. Ampak imate še pot nazaj. Pot je, hvala Bogu, da imamo pot. Verena, piše ti? Ima bolj pametno vprašanje, ona. Ne, to se ne. Za konec, tako, če sploh lahko še gledate otroka v sebi, v tem svetu, ki je poln nasilja. A veste, zdaj, ki ste to rekli, otrok pa nasilje. En problem, ki ga nisem nikoli mogel domisliti, pa razrešiti, je vprašanje, kako se otroci adaptirajo na realnost, ki je edina
zanjega strahu ali pa tega. Ne. To smo mi, ne vem, med vojno, ker so, ne vem, jaz se spomnim, nas je nekaj privalo, da gremo z njim za mejo, nas je imel v bistvu za talce, ki je hotel nek les odpeljati in pa so prišli esovce in so rekli, da nas bi vse postrelili. Ampak mi nismo imeli nobenega strahu, smo rekli, da je to nemogoče. To je zanimivo, ne? Je bilo pa dejansko razmere take, ampak se nekako otroci to ravnodušno sprejemajo. Ne? To je vprašanje, veste, to je, kot bi rekel, neke psihološke adaptacije na stanje, kot je, ne. Ne vem, tukaj izjemna stanja so pa. Zdaj smo v takih časih, da se ukvarjamo s temi vprašanji, ne. Ni lagodno, ne. Ste rekla, da ni svetlobe, torej ne. To vsak samo odgovarja, skrb naprej. Ne vem, Erika, če imaš še ti kaj, ne vem, če bi lahko začeli znova, mislim o vseh zgodbah, ki jih vsaka slika predstavlja, mislim, ki jih vključuje, to bi verjetno lahko razpravljali še in še. Nekaj raz bi vas vprašala o tistih dveh slikah, Titova cesta in Kočevski rok, ampak potem ostanemo do jutra to verjetno, ne? Ker se odprejo potem ena podpoglavja in še druga poglavja in še druge strani. Ja, ne, veste, jaz sem Petra Božiča blizu poznal zelo, ne, in on je takrat predlagal tisto, pa, da se sprejme, pa. Jaz sem, ne vem, se nikoli ne mogel se ukvarjati ne s Petrom, ne z Jankovičem, ne z Unem, ne, sem šel v atelje, pa sem naslikal nekaj, kar je krvavo rdečega, ne. In to je odgovor, pravzaprav, ne. Zelo enostaven zaradi tega, ker včasih pridejo stvari tako do neke absurdne situacije, da iščeš potem izhod na ta način. Parizu boste posvetili na sliko? Parizu? Pariškim dogodkom? Ne vem, so recimo bile stvari kot je bil tisti 11. september, to je bila cela serija slik, zaradi tega, ker moramo okoliščine povedati. Takrat smo se pripravljali, da gremo en mesec v slikarsko delavnico v Portorožu, tam na tistem filmskih ateljejih smo imeli sjajne ateljeje, vzdušje, neverjetno. In potem sem kar nekrat opazil, da po 5 dni za tistem 11. septembra mi je nastala ena slika, kako ljudje padajo dol in tako naprej. Potem sem naredil 2-3 diptihe, enega imajo zdaj na Brniku, trčenje dveh svetov, šlo je za vprašanje enega in drugega sveta, ne, se imenuje, ne. Potem je tista zelena, ki smo imeli na Madžarskem, tudi na to temo tako, ne. Seveda so stvari, ki so tisto, kar je gospod vprašal, ne, podložene, ne, z ozirom na ta naslov, ne, zadaj je ta razmislek. Zdaj, koliko slikarjev to uspeva, ne, da se to uresniči, je drugo vprašanje, ampak v podtekstu tega pa je sigurno samo to noter. Najbrž samo to noter. Zaradi tega, ker je vodilna misel, ne tam je tista slika rdeča, masakr. Masakr je bilo ogromno. Recimo, verjetno je zadaj tam
Tinajić je napisal roman o Srebrenici, ne, ki je ušel tam, ki je videl, kako so tanki vozili po teh zvezanih ljudeh. Ne. Zdaj, veste, jaz nimam več figurativnih predstav za to, ampak se mi zdi, da je, ja, da slikarstvo ponuja vizualno eno skladbo na to temo kot glasba ali nekaj drugega, ne, tako kot včasih spomnim, kako če poslušaš Šoštakoviča, kako je on pravzaprav, če beremo, kaj je zadaj za tem, ne. Smilje nekaj podobnega, zadaj podobna, ne. Ja. In tišina, koliko je pomembna? Tišina je zelo pomembna. Tišina je zelo pomembna. Vse imamo v slikarstvu celo vrstvo stvari, ki so lahko značaj postavljamo. Jaz bi naš večer zaključila s tem zadnjim odgovorom, s tišino, ki je pomembna zato tudi, da iščeš samega sebe, kot tudi vi, celo življenje v bistvu, v svojih slikah iščete smisel, iščete vsebine, na novo reinterpretirate vsebine in tako naprej. Se vam zahvaljujem za vašo iskrenost, za visok nivo vaših odgovorov. Zahvaljujem se tudi tebi, Verena, za strokovna vprašanja in publiki za pozornost. Mislim, da je bil večer zelo zanimiv in nam je dal veliko iztočnic, zato da potem si lahko na novo ogledamo to izvrstno razstavo, ki bomo v Gorici in bo ostala v tej galeriji do polovice januarja. Sedaj ste vsi vabljeni, da naš večer nadaljujemo v bližnjih prostorih, da tudi poklepetamo in še malo komentiramo vse to vsebine, o katerih smo danes govorili. Naš naslednji večer bo 3. decembra, pa veš ti, Franka? Nočem razdati funkcij, ki niso moji. Naš naslednji večer bo 3. decembra ob 20. uri. Gost bo David Bandel, slavist, glasbenik, družbeno-kulturni delavec, ki bo spregovoril o svojih zadnjih 3 knjigah, 2 strokovni knjigi in 1 knjiga poeziji, z njim pa se bo pogovarjala Jadranka Crgol, zato ste vabljeni tudi naslednji četrtek. Hvala in lahko noč. Hvala lepa.